večer. Pred nami je pogovor z opozicijo, ki praviloma sledi pogovoru s predsednikom vlade. Zato sta v studiu predsednika obeh opozicijskih strank, SDS in NSI, Janez Janša in Matej Tonin. Dober večer, voščim. Dober večer. Pogovor in teme nam je v veliki meri položil v razpravo predsednik vlade. Začnimo pa pri najodmevnejši. Jutri naj bi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na konferenci Evropskega parlamenta predstavila bodočo sestavo Evropske komisije. In gospod Tonin, glede na to, da ste evropski poslanec, da ste podprli Ursulo von der Leyen, da sodi v vašo poslansko skupino, kaj bo jutri rekla o komisarju iz Slovenije? Jaz pričakujem, da bo jutri predstavila osnovni koncept, kako si je zamislila prihodno delovanje te Evropske komisije, morda tudi celo že imena. Vse za zvečer imamo v naši poslanski skupini Evropskih krščanskih demokratov že napovedano srečanje z našimi 14 kandidati za komisarja, tako da jaz verjamem, da bodo stvari zdaj počasi stekle, morda bo pri Sloveniji še napis TBC, kar pomeni, da mora biti kandidat še potrjen. Gospod Janša, kdaj bo torej član vaše stranke, gospod Breznik, sklical odbor, na katerem se bo lahko predstavila kandidatka Marta Kos, da bo ta procedura stekla? Danes vam je premier Golob v temle pogovoru, ki smo si ga skupaj ogledali, rekel, da pogreša pri vas državotvornost in da nima smisla zavlačevati tam, kjer tako ali tako ne morete vplivati. Ja, s tem je v bistvu priznal, da ne zavlačujemo mi. Predsednik odbora pač terja gradivo. Ta dopis predsednice Evropske komisije, na podlagi katerega je prišlo do menjave kandidatur, ta dopis ima on, se pravi, obstaja na vladi in obstaja na Evropski komisiji. Predsednik odbora za evropske zadeve je obe instituciji zaprosil za ta dokument in očitno ne vladi in ne predsednici komisije ni v interesu, da do kandidata iz Slovenije pride čim prej. Sicer bi ta dokument, ki ni tajen, kjer ne piše nič takšnega, da bi ogrožalo kogarkoli, že zdavnaj poslali. Ampak gospod Janša, če vzamemo stvari praktično, če ta komisija oziroma ta odbor, ki ga vodi gospod Breznik, ne vpliva odločilno na to in zavezujoče, ali bo Marta Kos kandidatka za komisarko ali ne, zakaj potem to kazanje mišic in vlečenje časa? Jaz mislim, da tega stavka nihče ne bi izrekel, če bi bili mi vlada, tisti, ki so zdaj vlada, pa opozicijo, ne? Ker obstaja zakon, v katerem zelo jasno piše, kakšno vlogo ima parlament pri odločitvi, kdo bo kandidat Slovenije za mesto v Evropski komisiji. Zdaj, če je bilo to tako nepomembno, potem te poti ne bi bilo. Res je, da ima na koncu glavno besedo vlada, ki mora po hearingu v parlamentu še enkrat sprejeti sklepa. To je samo predlog, ki je šel v parlament, potem ko parlament oziroma parlamentarni odbor razpravlja o kandidatu, mora vlada o tem še enkrat odločati. Ni dovolj to, da je že enkrat to poslala. In na podlagi tega, kar se na tem zaslišanju zgodi, se vlada lahko tudi še premisli. To je zelo pomembna stopnica. In ena podobna stopnica je tudi potem, ko se morajo kandidati predstaviti v Evropskem parlamentu, kjer pa potrebuje dvotretjinsko podporo v matičnem odboru. Tukaj se mi zdi pomembno, da se spoštujejo pravila in tudi gospod Breznik ima poslovnik, kjer jasno piše, da mora to sejo sklicati v 14 dnevih ali pa dati na prvo redno sejo in jaz mislim, da bo gospod Breznik ta pravila spoštoval in tukaj sem tudi zadovoljen, da je Evropski parlament pa tudi sama predsednica Evropske komisije spoštuje ta naš notranji proces in tudi vlogo samega slovenskega parlamenta, tako da jaz tukaj ne vidim nobene drame. Zdi se mi pomembno, da bi bilo prav, da bi slovenski parlament vedel, zakaj je bil Tomaž Vesel zamenjan, da bi šlo tukaj za neke vrste transparentnost, kot je danes bilo v primeru Francije zelo jasno pojasnjeno, kje so bila nesoglasja, zakaj je Breton odstopil in zakaj je Francija imenovala novega. Jaz mislim, da je to pravica na nek način opozicije, da izve in da to izvede v okviru poslovnika, ki je to stvari omogoča. V Evropskem parlamentu pa tudi sama predsednica Evropske komisije bo pa postopke neverjetne jutri peljala tako, da bo pač še ta specifika slovenska upoštevala in da bojo šle stvari naprej. Mogoče še to, gledajte. Ta, ki bo strani Slovenije predlagan in na koncu potrjen, kdorkoli pa že bo v Evropsko komisijo,
bo večino svojega 5-letnega mandata upravljal v času naslednje vlade, ne v času te vlade. In to ni samo primer Slovenije, tudi v drugih državah se praktično ta mandat križa z nacionalnim mandatom. In kolikor jaz poznam to situacijo po Evropi, je Slovenija edina država, kjer ni bilo nobenega posvetovanja ali pa vsaj nekega obveščanja, pa poskusa, da pride do nekega soglasja glede te kandidature. Prejšnji kandidat, ki smo ga mi na nek način potem ga nismo potrdili, nismo pa bili proti stisnjenimi zobmi, ker poznamo vso to zgodovino naših odnosov, si je prišel k nam, pa mislim, da tudi v Novo Slovenijo, predstaviti na lastno pobudo ob nezadovoljstvu te koalicije. Ne? Skratka, on je... Tudi Marta Kos je prišla zdaj, če se ne motim, v obe stranke se predstaviti. Ne, Marta Kos se v naši poslanski skupini ni predstavila. Vas je bila. Ja, zaprosila je, mislim, da obe dve poslanci. Samo dokončali. Kaj hočem povedati to, da nam nedržavotvornost očita nekdo, ki je naredil vse za to, da bi se tukaj soliralo, pa mi kljub temu prejšnjemu kandidatu, ker je bilo dovolj časa, ker smo se lahko z njim pogovorili, ker se je sam prišel predstaviti, nismo nasprotovali in smo tudi rekli, da ne bomo komplicirali v Evropskem parlamentu, kjer bi lahko. Zdaj pa je koalicija potegnila iz rokava kandidatko, ki ne ustreza nobenim kriterijem po našem merilu in so hoteli, da je že naslednji dan potrdimo. Samo to še povete, odgovor na vprašanje, kdaj bo torej gospod Breznik sklical sejo? To morate njega vprašati, ampak jaz mislim, da je bil v svojih nastopih jasen, ko bo dobil zahtevano gradivo. Parlamentarni odbor je z veliko večino, pravzaprav mislim, da ni bil nihče proti, potrdil prejšnjega kandidata in verjetno ima pravico vedeti, zakaj ta kandidat ni več kandidat. Ste hoteli še temi kaj dodati, ali se premaknemo naprej? Dajmo se premakniti naprej. Ena od pomembnih novic danes, če ste gledali osrednja poročila, je bil tudi TEŠ. Gospod Janša, ko je Hanškova komisija ugotavljala politično odgovornost, je del te politične odgovornosti padel tudi na našo vlado. In na vašo vlado. In tudi ta katastrofalna novica, ki je danes prišla, je bila, da nas lahko TEŠ stane toliko, kolikor nas je stala njegova izgradnja ponovno. Torej, začelo se je pri 670 milijonih, končalo pri 1,4 in zdaj napovedujejo novo milijardo za sanacijo v bistvu tega projekta. Zakaj se TEŠ ni ustavil takrat, ko se je dalo? Prvič, ne verjeti vsemu, kar zdaj slišite v zvezi s TEŠem. Drugo, v času naše vlade je bil potrjen tisti prvotni načrt v obsegu, ki ste ga omenili, mislim, da 670 milijonov. Potem so prišle druge vlade, ki so to cifro podvojile, ob tem, da je prišlo do več 100 milijonske korupcije, ki je dokazana, ki je bila priznana, ker je Alstom kot dobavitelj te opreme, mislim, da plačal skoraj 300 milijonov odškodnino. Zdaj tega nihče ne omenja, zdaj, ko se govori o TEŠu. Če bi jaz, da preskočim, zdaj dolgo zgodbo, če bi jaz danes predsednik vlade, jaz si ne bi upal govoriti to, kar oni govorijo o tem, da bomo TEŠ enostavno zaprli in da se bomo ogrevali z sončnimi kolektorji, ki po noči ne delajo. Poleg tega jih je zelo malo in nikoli ne bodo nadomestili te energije, ki jo dajo TEŠ, ali da bomo enostavno uvažali energijo v situaciji, kjer imamo vojno praktično v neposredni soseščini, kjer vemo, kaj se je dogajalo v času COVID-a, ker vemo, kaj se lahko zgodi, če prije do nekega konflikta in v naslednjih 10 letih, glede na to, kakšni mojstri vodijo svetovno politiko, bo skoraj zagotovo, bog ne daj sicer, ampak se bojim, prišlo. In kaj bomo takrat? Ali v najboljšem primeru bomo od nekod drugod uvažali elektriko in jo bomo 10-krat preplačali, ali pa bomo brez tega. Tako da edini realni vir, poleg hidroenergije, ki ga imamo, vrst čez ramo, zato da bodo tisti, ki kšeftajo z električno energijo in ki imajo večino v tej koaliciji v vladi, sami sebi zlata padala sešili za potem, ko ne bodo več na teh funkcijah. To je zelo neodgovorno. 46 milijonov je bilo že lani izgube, ne? Glejte,
Večina izgube termodivizije je na račun kuponov in na račun CO2 kuponov. Ne? Nihče iz Ljubljane ni šel v Bruselj se pogajati, če bi tukaj mogoče dobili kakšne odpustke. Poleg tega, če meni vprašate, čez 10 let se bo o CO2 kuponih govorilo kot o veliki zablodi, ki Evropejce veliko stala. Gospod Tonin. TEŠ je tipičen primer, kako v Sloveniji grejo lahko stvari narobe. Spomenik korupcije, ker se je dokazano izgubilo ogromno denarja, in tudi kako neučinkovite so bile vlade, ker samo za primer, kako so se posebnosti izpogajale poljske termoelektrarne, ki danes z diskontom še vedno proizvajajo električno energijo in ne plačujejo tako dragih CO2 kuponov, kot jih naprimer slovenski TEŠ. Jaz se spomnim, da sem leta 2011 takrat prvič bil izvoljen za poslanca in takrat se je ravno odločalo o tem tako imenovanem poroštvenem zakonu. Mi smo bili takrat edina poslanska skupina v celotnem parlamentu, ki je enotno nasprotovala tem In poroštvenem Vili zakonu. Kovačič, ki je hotel referendum. Ampak on je bil druga zgodba izven parlamenta, pa takrat smo bili edini. In jaz se spomnim, kakšni so bili takrat enormni pritiski na to, da se to potisne naprej. In veste, zakaj je do tega prišlo? Zaradi tega, ker se je brezkompromisno lagalo. Jaz se spomnim, takrat smo se pogajali in sprašvali o tem, kakšna bo cena lignita na gigajoule. In takrat so oni, bom rekel, pravi strici iz ozadja, na papir napisali, kar smo želeli. Kakršenkoli pogoj je vlada dala, to so oni na papir pokazali. Danes je jasno, da so lagali in da se to ni uresničilo in da smo daleč od tega. Tako da iz tega je treba na nek način pametno priti ven. Zagotovo pa... Slaba popotnica za JEK2 je to, ne? Če smo ga že pri enem energetskem projektu takole lomila. Zagotovo je to slaba popotnica, ampak hkrati je pa tudi JEK2 edina rešitev. Ker v tem umestnem obdobju, ko bodo CO2 ekstremno dragi kuponi, mislim, praktično je na dolgi rok jedrska energija edina rešitev za nas. Drugače bomo izjemno odvisni od vseh ostalih, zlasti od tistih, ki bodo nam zelo, zelo drago to elektriko prodajali. Premaknimo se... Pa še to ne smemo pozabiti. Ne. Danes večina sveta še vedno gradi termoelektrarne na premog. Ne samo Kitajska, celo Nemčija, ki je bila vodilna država v zelenem prehodu, je zaprla nuklearke in odprla. Ampak ne začasno. Glejte, ta začasnost bo trajala toliko časa, dokler bodo rabili energijo, pa dokler ne bodo spet odprli nukleark. Premaknimo se poleg energije še k eni temi, ki zelo skrbi ljudi, to je zdravstvo. Koalicija je, ki se je minuli teden sestala na Brdu pri Kranju, je še enkrat poudarila, da je zdravstvo prioriteta. In temeljni greh oziroma eno od velikih ovir, da bi bilo naše zdravstvo boljše, vidi v tem, da zdravniki, ki delajo v javnem sektorju, delajo premalo in da popoldne še delajo pri zasebnikih. Ali je ta osnutek zakona, ki je zdaj v javni razpravi, gospod Janša, pravilno detektiral problem? Glede, to je približno tako, kot da bi general na bojnem polju vso svojo energijo pred bitko posvetil temu, ki so vojaki izkopali latrine, ne pa strategiji, kako zmagati v tej bitki. To ni glavni problem v slovenskem zdravstvu. Glavni problem v slovenskem zdravstvu je organiziran kaos, ki nekaterim ustreza, zato ga seveda tudi spodbujajo. In vlada gre s tem predlogom natančno v to isto smer. Nekdo, mislim, da je zelo natančno zapisal, da z besedami boja proti privatizaciji, to privatizacijo, uničevanje javnega zdravstva daleč najbolj podpirajo. Poglejte, kaj se dogaja recimo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Prejšnje vodstvo je izkopalo klinični center iz izgub, poslovali so v glavnem pozitivno, zamenjali so jih, zdaj mislim, da so naredili v nekaj mesecih 10 milijonov izgube, hkrati stojijo vse investicije, bolniki se zdravijo tam v prahu, in se delajo, kot da je vse normalno. Torej uničuje še tisto, kar je bilo. Takoj, gospod Tonin, jaz bi samo malenkost vrnila nazaj. Vlada namreč vztraja. In tudi premierja Goloba, če sta prej slišala, je rekel, pripeljimo v javno obravnavo na zdravniško zbornico ljudi, ki bodo povedali. Vlada pač vztraja na tem, da zdravniki v javnem sektorju delajo premalo in tako imenovane dvoživke je pač potrebno preprečiti.
Ali je to problem ali ni problem? Ampak mi ne živimo več v avtoritarni državi, ker bi ti lahko zdravnika, ki doštudira, prisilil, v kateri ordinaciji bo delal. Ali v ordinaciji, ki jo je zgradila država, ali v ordinaciji, ki jo je naredil nek Izbiro zasebnik. imaš, a ne, samo ne pa obojega. Ne, čakajte, lejte, ta zakon, ki ga je zdaj vlada pripravila, Osnutek, ja. ta osnutek zakona, to je pot v smeri privatizacije in totalnega kolapsa slovenskega zdravstvenega sistema. Oni se grejo zdaj sveto vojno in zagovarjajo državno za vsako ceno. Državno in naj stane, kolikor hoče, in naj na tej poti umre, kolikor hoče bolnikov. Ključno pa je, da bi morali vzpostaviti vsem dostopen javni zdravstveni sistem, ker ne bi bilo pomembno, kje ta zdravnik dela, ali v državnih zidovih ali v privatnih zidovih. Bistveno je, da ima zdravniške zbornice licenco, da je usposobljen za zdravljenje, da ga lahko upravlja in da to zdravljenje plača zavarovalnica, kjer je mi vsak mesec plačujemo od svojih plač. In na takšen način lahko mi pridemo do boljšega zdravstvenega sistema. Zdaj pa s to vojno, ki jo peljejo proti zdravnikom, se na nek način obnašajo na način, da kot da bi se potniki prvega razreda v avionu pritoževali nad pilotom, kako na kakšen način vozi in kaj sme in kaj ne sme, ampak ta isti pilot bo pripeljal varno do letališča. In te isti zdravniki, noben drug, lahko odpravijo čakalne vrste v Sloveniji, ne drug. In če jih bomo zategovali in jih še naprej demonizirali, da delajo nekaj slabega, potem je jasno, da bo ta naš slovenski zdravstveni sistem zapuščal in da bo na neki točki kolapsiral. Zaradi tega je treba odnos do zdravnikov spremeniti in predvsem omogočiti svobodni zdravniški poklic, da bo bistveno samo to, kako te zdravnik zdravi, ne pa za kakšnimi zidovi to dela. No, ampak poglejte, prej nisem neposredno odgovoril na vprašanje, ne samo s primerjavo. No. Zdaj, prej je v tistem prijaznem kramljanju predsednik vlade dejal, da obstajajo ti primeri. Jaz verjamem, da obstaja nekaj teh primerov. V vseh poklicih je tudi... To je ljudski glas, da bi rekla gospod Janša. Rečejo, jaz sem šel v javno zdravstvo, potem pa sem šel k njemu privat. Ja, ampak če je to ljudski glas in je polno tega, zakaj jih nekaj ne našteje? Jaz dvomim, da se vsi bojijo povedati. Ne? Ampak kot že rečeno, zagotovo nekaj teh primerov je. Ampak to ni glavni problem. Zaradi tega, ne vem, 200 000 ljudi v čakalnih vrstah predolgo, mogoče jih je 10 000. Ukvarjaj se najprej z tem, kar je bistven problem v zdravstvu, in to je sistem, ki se da urediti na ta način strateško, kot je prej gospod Tonito povedal, jaz se pač s tem strinjam. Pacient mora biti v ospredju, ne institucija. Zame kot nekdo, ki plačuje zdravstveni prispevek, kot nekoga, ki plačuje zdravstveni prispevek, je vseeno, kje bom dobil storitev, zavarovalnica pa mora poskrbeti, da gre denar tja, kjer je storitev najboljša in najcenejša. Zdravstvena reforma, davčna reforma. Kot je bilo razbrati iz srečanja koalicije, bomo ostali nekje pri tretjini. Torej ne bo nepremičninskega davka v tem mandatu in ne bo razbremenitve gospodarstva. Ostane tisto, kar je bilo že predstavljeno, kar je minister Boštjančič že povedal. Kaj zdaj to pomeni? Pove to, da ta vlada uničuje še tisto, kar deluje. Prvi njihov ukrep je bil, ker so prišli na oblast, da so začeli spreminjati zakon o dohodnini in da bodo samo v letošnjem letu ljudje s povprečno plačo plačali 650 evrov več davka. To je bil njihov prvi ukrep. Potem dobimo še zdaj nov davek o dolgotrajni oskrbi, pa zdravstveni prispevek, skratka, novi davki in super funkcionirajo. In zdaj se bodo podotili še SP-jev, tako imenovanih normirancev. To je bila edina stvar, za katero so vsi trdili v Sloveniji, da super deluje, da ni goljufanja, da ni kreativnega računovodstva, da vsakdo plača te 4... Ampak da se prispeva premalo. Ampak gledajte, recimo te normiranci ustvarijo za 2,3 milijarde evrov prihodkov na leto in plačajo za 158 milijonov evrov davkov. Na drugi strani so pa navadni SP-jevci, kjer se pač gleda prihodke in odhodke in poskušajo to čim bolj optimizirati. Se veste, kako se to dela, tudi pravi ljudski glas, pa plačajo pol manj tega davka, kar pomeni, da stvari, ki danes funkcionirajo, ta vlada uničuje. Pa veste zakaj? Zaradi tega, ker pravijo, da se bodo na takšen način lotili zdravnikov. Skratka, pri teh ideoloških stvareh so res brezkompromisni, ne stane kolikor če in tudi če dokončno uničijo sistem, ki funkcionira. Ampak poglejmo, teza premierja Goloba, ki jo velikokrat pove,
Dobički podjetij so rekordni, brezposelnost rekordno nizka, gospodarstvu gre dobro. Glejte, brezposelnost je zgodovinsko nizka v Sloveniji in nasploh v evroobmočju in v Evropi. Glavni razlog za takšno stanje je to, da smo v času covida, po domače rečeno, natisnili veliko denarja. V Evropi je veliko denarja, ki pač kroži. In podprli gospodarstvo. Ja, seveda. Samo tega tiskanja zdaj ni več, ne? Tega denarja zmanjkuje, nekateri so to bolje investirali, drugi so slabše investirali. Treba se vprašati, koliko tega smo mi pametno investirali in koliko časa bo to stanje še trajalo. Zdaj Evropska komisija oziroma Evropa je zdaj zaostrila kriterije in prihajamo počasi nazaj v realno stanje in zdaj, kakšne so številke. Slovenija je imela v drugem kvartalu letošnjega leta zgodovinsko nizko gospodarsko rast in to kljub visoki brezposelnosti in kljub temu, da so državne blagajne polne, kar se da pomeni, da je nizki brezposelnosti, ja, visoki zaposlenosti, kar pomeni, da je pred nami zahteven čas, ne? Hkrati se pa vlada pogaja s sindikati javnega sektorja za dvig plač. Na mizi je številka, zadnja številka, če sem prav obveščen, 1,6 milijarde, kar je zelo velik denar, ki ga seveda vlada jutri za ta dvig plač ne more nameniti, bo pa tukaj sindikatom popustila. Od sindikatov pa bo zelo verjetno izterjala odlog začetka uveljavljanja teh povišic ali pa... Danes je bilo zagotovljeno, da s 1.1.25? Ja, samo koliko, ne, s 1.1.25. Jaz mislim, da ne, ker tega denarja 1.1.25 ne bo. Skratka, da boste vsi razumeli, kaj se bo zgodilo. Plače se bodo dvignile, ampak ne takoj. Ta 1,6 ali 700 ali 800 ali 2 milijardi, kolikor na koncu bo v glavnem padla v breme javnih financ v naslednjem mandatu. Tako kot pravijo nepremičninski davek in tako naprej. Zdaj je naenkrat mantra. Mi imamo program za 2 mandata. To so predstavniki vlade prejšnji teden, ko so se sprehajali brez opozicije po vaših studijih, 10-krat ponovili. Nikogar ni bilo, ki bi jim pokazal njihovo lastno koalicijsko pogodbo, to je prva stran, kjer piše program za delo koalicije Svoboda, SD, Levica 2022-2026. Oni nimajo programa za 2 mandata, tudi nobena koalicija ga ni imela, ker tega mandata nima. Tudi na začetku niso rekli, da bodo reforme delali 2 mandata, zdaj, ko praktično niso nič naredili, naj bi delali 2 mandata. Dejstvo pa je, da se nakazuje sprejemanje nekaterih ukrepov, ki bodo obremenili naslednji mandat, ko večina teh, ki so danes v vladi, ne bo več. Spoštovana gospoda Tonin in Janša, 6 minut 25 nam je še ostalo. Zdaj ne bomo imeli več enakih vprašanj in iztočen za oba, ampak se bomo nekoliko hitreje pomaknili. Vaša ocena, gospod Tonin, kako uspešna je vlada pri poplavah oziroma pri sanaciji poplav? Danes je premier povedal en podatek, 3 so se odločili za hišo 170 od 170, ostali bodo odškodnino vzeli. Kako vi ocenjujete uspešnost ali neuspešnost poplavne sanacije? To je spomenik neučinkovitosti. Spomnite se, predsednik vlade je v vašem studiu napovedoval, da se bodo te hiše zgradile v nekaj mesecih. Zdaj je več kot leto okrog, zgradila se ni niti ene hiša, ob tem, da je imel predsednik vlade obraz, da je šel na otvoritev hiše, ki se je zgradila z privatnih sredstev. To, da se je samo 2% poplavljencev odločilo za hišo, ki naj bi jo naredila država, pove vse, kako zaupajo tej vladi. Da najverjetneje bo na to hišo čakal še 5 ali pa 10 let. In najverjetneje velika večina se za to odločila, da želi rajši denar sami in bodo sami poskrbeli zase. Ampak ni problem to, da so neučinkoviti. Še večje stiske pri ljudeh pa ustvarja to, da menjajo stališča od danes na jutri. Da danes je nekdo
predviden za to, da se mu bo rušilo in se mu bo stavbo nadomestilo, jutri dobi obvestilo, da nič več. To je pa tisto, kar ljudi nervira. To, da je vlada neučinkovita, da ne zmore narediti nič, so se ljudje že v teh letih navadili. To pa, da jih dnevno zafrkavaš in pa nerviraš z takšnimi drugačnimi informacijami, to je pa tisto, kar jih najbolj boli. Ampak, gospod Janša, če vas vprašam, vodili ste vlado v času COVID-a. Ali imamo tak državni aparat, ki se preprosto ne zgane, ali v čem je problem? Se ne moramo reči, da nekdo za nalašč nečesa ne naredi. Ali se ne znamo organizirati, ali ne znamo iti na teren, ali moramo 10 predpisov sprejeti, ali v čem je problem? Se so obljubljali pohitritve in rekli ste, da opozicija ne bo nagajala. Lejte, mi imamo državni aparat, ki je slabši, kot je bil tisti ob osamosvojitvi. Če imeli ta državni aparat takrat, bi se osamosvojili 20 let, ne pa 6 mesecev. Zaradi negativne selekcije, zaradi čiščenja šestov, karikirano in tako naprej, imamo povprečju slabo administracijo. Številčno, ampak slabo administracijo. Vmes so tudi dobri sektori, sposobni ljudje, ki se trudijo in tako naprej, ampak velika večina, in to so moje izkušnje iz več mandatov, v glavnem teh, ki so v tem drugem pa tretjem nivoju, v glavnem išče razloge, zakaj se nekaj ne da narediti. Daš mu nalogo in potem se išče razloge, ne kako bi to čim prej naredil, ampak zakaj se nekaj ne da, pa kjer so pravne ovire, pa predpisi in tako naprej. Skratka, če hočeš kaj premakniti, mora biti odločevalec prvič vztrajen, drugič ne sme se dati odpraviti s tem, da se to ne da, da to neka evropska uredba ne dovoljuje, pa kaj bodo drugi rekli, ali pa da je to v pristojnosti nekega drugega organa, in se mora znati hitro odločiti. Mi smo v času COVID-a zgradili cel štuk v kliničnem centru v 3 tednih, ko se je, in to vse zakonito, ko je teklo voda v grlo, zdaj pa nem rekel, ni njene hiše. Glejte, če bi jaz poplavljenec brez hiše, se tudi ne bi odločil za hišo, ki je ni, razumete? Zato se ljudje niso odločili, in to je en izgovor. Je pa seveda treba priznati, da nekaj se je naredilo, v tisti prvi fazi, ko se je najprej predvsem šlo na odpravljanje neposrednih posledic, ko smo vsi stopili skupaj, in potem, ko se je pač popravljalo kritično infrastrukturo, ki je bila poškodovana, še posebej tam, ker so bili agilni župani, se je naredilo. Če gre se zdaj te občine, ki so bile najbolj prizadete, se vidi, kaj je bilo narejeno. Ampak, ko je šlo pa za stvari, ker so potrebni daljši postopki, pa hitro odločanje ali pa pač odločno odločanje, pa se je stvar ustavila, čim so kamere ugasnile. Čim je bilo več to v pozornosti javnosti, so ljudje na vladi rekli, pa sej to je, koliko je to nekaj 1000 ljudi, to niti pol mandata ni, drugih to ne zanima preveč, kaj bi za to trošili denar. Slišali smo tudi v državnem zboru nekatere razprave strani koalicije, ki kažejo na to, da pač vi lahko to problematizirate, ljudi to več ne zanima. Zdaj smo pa pri zadnjem vprašanju. Nova Slovenija in SDS sta skupaj vložili kazensko ovadbo zoper Urško Klakočar Zupančič. Slišali smo premierja Goloba, ki je rekel, da pač je to nagajanje, da njihova stranka in vlada trdno stoji za Urško Klakočar Zupančič, kar zadeva njene odločitve. Pa me zdaj zanima, ali je ta vaša akcija strankarska neko znamenje tega, da ste med NSI in SDS zakopali bojne sekire in da so se razmerja v opoziciji postavila na stare tirnice, ali ste še zmeraj vsak na svojem bregu, gospod Tonin? Ko gre za vprašanje pravne države in za interese Republike Slovenije, pač treba na osebne zamere pozabiti in se osredotočiti na tisto, kar lahko storimo. In tukaj, ko je predsednica državnega zbora evidentno kršila zakonodajo in poslovnike, kar se tiče referenduma in pa tudi samega ustanovitve preiskovalne komisije, v pravni državi te ničesar drugega ne ostane, kot da te kršitve naznaniš organom pregona, ki se s tem ukvarja. Druge možnosti mi zdaj v tem trenutku nimamo. Spoštovani gospod Tonin, gospod Janša, hvala za ta pogovor.
in za vse odzive, tudi na pogovor s premijejem. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami.